4 dni zatem, ko so v predsedniški palači predstavili novega predsednika protikorupcijske komisije in oba njegova namestnika, se je situacija spremenila. Oba namestnika sta danes odstopila. Darko Stare je zapisal, ni dvoma, da je bil postopek izbire zelo netransparenten, Štefanec pa je še zjutraj izjavil, Boris Štefanec ne bo nikoli odstopil. Brez javnosti in brez transparentnosti dela Komisije za preprečevanje korupcije ta komisija ne more in ne bo imela uspehov. Javnost je že izgubil. Kaj še sploh čakate tretji? Ja, mislim, da to ni normalno, no. Da je predsednik otrok. To ne gre, to politično ni higiensko, tako da take stvari moramo spucati, ne. Vi osebno poznate gospoda Štefaneca, ko je trenutno predviden za predsednika novega senata? Odgovor je ne. Kar se z vrha Ljubljanskega gradu ne vidi niti prek Trojan, kaj šele v Prekmurje, Boris Štefanec ostaja politična neznanka. Vendarle pa je ta bivši izvršni partijski funkcionar, ki je bil tudi sodnik in tožilec, leta 1992 pa odprl privatno prakso v Prekmurju, tudi tam precejšnja neznanka. Vedo le to, da je delal pretežno gospodarske zadeve, da je v prostem času bil lovec, opisujejo ga kot poštenjaka, verjetno pa je tudi precej politično naiven. Odgovor je ne poznam, vem, da je to vprašanje zelo zanimivo zdaj. Tako kot je zanimiva predsednikova dikcija imenovanja. Po mojem razgovoru z gospodom Štefanecem nisem imel razlogov, da bi zavrnil njegovo kandidaturo in razpisal nov postopek. Pahor je vmes Štefaneca že prosil naj oceni, če sploh še obstajajo možnosti za uspešno delo. Ko Pahor koga kaj zaprosi, nas to drago stane. Spomnite se samo Kramarjeve nagrade, ki je zdaj še večja. Kredibilnost Borisa Štefaneca je načeta. Zdi se, da nepovratno. Kakšne bodo posledice za Pahorja, ki ga je imenoval, še ni jasno. Je pa jasno, da gre za zgodbo o zaupanju. Težko ga pridobimo, zelo krhko je in zlahka se razbije.